Za nadpovprečno toplim januarjem je narava že prve dni februarja poskrbela za drugi ekstrem – žled. Pisal se je datum 2. februar in mi vsi skupaj začenjamo svojo spolsko pot po pregledu te naravne katastrofe na Črnovrškem. V nedeljo, 2. februarja, smo se probudili v ledeno jutro. Potem, ko je bila cesta med Godovičem in Črnim vrhom po noči delno zaprta, je zjutraj že cestno podjetje poskrbelo, da je popolnoma prevozna. Noč pred tem dnem je bila zaradi pomanjkanja lesa, po mnenju mnogih, ki se spominjajo vojne, prav taka kot v vojni. Elektrika je bila prekinjena, telefonski signali niso delovali, ceste so bile polne vej in podrtega drevja. Najhuje je bilo prebivalcem odročnih hiš iz višje ležečih krajev na Črnovrškem, saj so bili stran od civilizacije. Čez nekaj dni so člani PGD Črni vrh obiskali prav te, a nihče izmed prebivalcev ni utrpel primanjkovanja hrane, tudi zeblo jih ni. Leden objem ni prejela le narava, pač pa med drugim tudi prevozna sredstva. Veliko cest v Sloveniji je bilo zaprtih, avtoceste delno prevozne. Zaprta je bila cesta od Cola do Črnega vrha in od Črnega vrha do Godoviča. Tudi 4. dan je led še vztrajal na drevesih in električnih žicah. Že tedaj je bilo jasno, da tudi električiste čaka izjemno delaven februar. Osnovna šola Črni vrh je za teden dni zaprla svoja vrata, otroci bodo svojo prvo delovno soboto imeli že 8. marca. Slab teden od začetka vzbojne pozornosti narave se je led stopil. Bolj kot prej so bile vidne posledice nezgode. Veliko dela bo spomladi zahteval park v Črnem vrhu. Trgovina je bila odprta tudi na Prešernov dan. Krajevna skupnost je na vrata zaprte pošte obesila obvestilo, da bo v Godoviču odprta bencinska črpalka. A kaj, ko so policisti zaradi zaprte ceste pisali kazni. Zaprta je bila tudi knjižnica. Po številnih krajih so štange popadale kot domine. V zaselku pod Tisco vrh v Zadlogu so betonski daljnovodi uklonili moči narave. Elektrike ni bilo, po številnih hišah so predvsem zjutraj in zvečer zaradi molže, krav, brneli agregati. Delavci Elektre Primorska so prišli postavljati nove drogove, sneg se je začel topiti in jasno je bilo, da bo zaradi poplav odpovedan tudi Trnovski maraton, načrtovan za prihodnjo nedeljo. A ni še konec zgodbe. Desetega februarja so se zjutraj pri transformatorju zbrali delavci Elektre Primorska in začeli svoj delovni dan. Gozdarji so se zbrali pred gozdno hišo, gasilci pa so pričakali vojake, ki so ponudili pomoč Zadložanom, ki jim znova pretijo poplave. O poplavah je cesta čez Malo goro in Kog za Zadložane ključnega pomena, a prav ta cesta je bila v neprevoznem stanju. Gozdarji, gasilci, 9 vojakov in 2 vojakinji so v 2 dneh cesto naredili prevozno. Krizna stanja pa so priložnost za povezovanje ljudi. Skupina Zadložanov se je zbrala pri agregatu in se pogovarjala o najbolj perečih temah. 10. dan so bile ceste večinoma prevozne, a previdnost nikakor ni bila odveč. Na tem mestu lahko pohvalimo vse, ki so se trudili, da je življenje običajnih krajanov potekalo kar se da nemoteno. Ob takih trenutkih smo lahko preverili, če smo preveč razvajeni in ali nam brez elektrike živeti ni.